Takole smo se po teh big bandovskih brzicah pripeljali v studio Hendrix, Radia Koper. Pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, ki tokrat poteka v živo. In sicer smo v družbi z izvrstnim big bandom Guerrillas. En aplavz še enkrat, fantje so si zaslužili, ne? Big band Guerrillas je nastal pred slabim letom. Z vrtoglavo hitrostjo posegajo po vrhunskem big bandovskem zvoku. Seveda gre za mlade in vendar prekaljene mačke, ki so se urili na najrazličnejših akademijah in tovrstnih inštitucijah doma in po svetu. In seveda tu so še terenske vaje v najrazličnejših sestavih in to se tudi vidi in sliši. Naj jih takole uvodoma najprej predstavim. Najprej saksofonisti, ne vem, če ste ravno po tem vrstnem redu, ki ga bom zdajle jaz predstavila, pa vendar. Torej, David Muzetič, Rok Felicijan, Jani Šepetavec, Lan Turek in Aleks Stratnik. Potem so v drugi vrsti pozavnisti, Jakob Leban, Matija Mlakar, Matej Leskovar, Matjaž Kafol. Nazadnje trobentači, Matjaž Kajzer, Boris Majcen, Jaka Volk, Matej Špacapan in tule čisto na koncu še ritem sekcija, bobnar Primož Podobnik, tubist Goran Krmac, kitarist Marko Čepak, pianist Anže Vrabec in zdajle bliže meni dirigent Vid Žgajner in v vlogi organizatorja Dano Ličen, s katerim bom najprej poklepetala. Tako, to je torej big band Guerrillas, 19 mladeničev, lepo pozdravljeni. Sicer se jim tu in tam pridružita še Tomaž Gajšt, trobentač in saksofonist Giovanni Čigoj, sem prav povedala? Čiguj. Ter Borut Čelik, ki ponavadi poskrbi za tehnično plat zvoka, no to danes ni bilo potrebno. Kakorkoli, to je današnja postava. Zdaj pa Dano, zanima me ta vaša definicija, to vaše ime, Guerrillas, Guerilci. Mislim, da so to bojevniki, ki napadajo tako nepredvidljivo, iz zasede, pripravljajo presenečenja. Se vidite v tej vlogi? Znaš potegniti kakšne paralele, vzporednice s tem imenom? No, že nastali smo precej zasedniško, v nekem zakotnem
baru, je sama ideja usklila. Potem pa smo rekli, ok, kako bomo do tega pristopili. Najprej smo ciljali na regijo Primorsko, potem pa smo v bistvu izbor glasbenikov razširili po celi Sloveniji. Zdaj sama Mala vojna ali Guerilla se igra tukaj v vlogi same pozicije Big Banda, ker tukaj ne gre za sestav, ki ima redne vaje, ampak je sam program, ki jih igramo sproti, zvaden na precej manjšem številu in predvsem manjšem obsegu, kot je za tovrstne sestave sploh značilno. Dobimo se udarniško na GPS koordinatah različnih krajev. No, se ti zdi, da zdaj v teh, bom rekla, bučnih in burnih časih je ta uporniški, bojevniški naboj nujen, potreben? No, verjamem, da je pač čas za pogumne v vsakem primeru. Neka stagnacija prelslej vodi v propad. Torej, vrtoglava hitrost, vrtoglavi projekti tudi tako je. Torej, gremo naprej. Uvodoma smo slišali skladbo Wind Machine, Semija Nestika. Semi Nestiko pravzaprav danes šteje že častitljivih 90 let, če se ne motim, in je pravzaprav zaslovel z skladbami in aranžmaji za legendarni Count Basie orkestra. Ostale skladbe, ki jih bomo danes slišali, so precej mlajše, bi rekla, tudi njihovi avtori sodijo v to novo big bandovsko generacijo in so tudi del projekta, ki so ga fantje poimenovali For Modern Time, torej za moderne čase. In tu ob meni je že Jani Šepetavec, solist ob tej prvi skladbi, saksofonist. Pozdravljen, Jani. Čau, čau, Mojca. Jani je na vseh fotografijah Big Banda Gorillaz morda najbolj gorilsko zgleda, najbolj bojevniško in tako tudi igra, neusmiljeno, zelo hudo bi se reklo, in študiral je v Avstriji, sicer pa se je udeležil tudi seminarjev z res velikimi mojstri džeza. Mnogi med njimi so tudi avtori skladb, ki jim bomo nocoj prisluhnili. Pa me zanima, Jani, kakšen vtis so ti pustili ti velikani, kako so vplivali pravzaprav na tvoje džezovsko zaznavanje in na jazz Big Banda, na glasbo, ki ga Big Band igra? Prvo bi rad povedal, da jaz in Vid smo mogoče edina tle dva, ki smo imela privilegij delati tudi s temi skladatelji. Spravi so prišli na našo šolo, mesec dni bili z nami, Jimmy Knili, Bob Brookmeyer, pokojni nažalost, in še Bob Mincer tudi, danes igramo tu eno skladbo od njega in fantastična izkušnja, dosti akordov sem lahko ukradel, ker sem komponiral moje komade, tako da še vedno rad ponavljam pač izvajanje teh komadov, da se naučim in da izpopolnim tudi moje igranje. No. Dobro, hitimo naprej k naslednji skladbi. To je skladba Don't Even Ask skladatelja Jima McNeilja.
Ja, na valovih Radio Koper poslušate oddajo Jazz in jaz. Tokrat smo v družbi z Big Bandom Gorillas. Slišali smo skladbo Don't Even Ask s solisti Davidom Mozetičem, Goranom Krmacem, Anžetom Vrabcem in Primožem Podobnikom. Jaz sem pa že pri Vidu Žgajnerju. Vid Žgajner je sicer pozavnist in včasih so si ga klasiki zapomnili po tem, da je imel celo vrsto zlatih plaket na tekmovanjih Temsig. Drugi so si ga zapomnili tudi po tem, da je sodeloval z Nejšo. Gorilci pa ga imenujejo dirigent na udaru. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da sem edino jaz hotel to sprejeti, v bistvu pa to delam samo zaradi denarja. Ne, zezam se. Ne, v bistvu je bila potreba pač po neki vodji, ki se v bistvu pri teh, bomo rekli, težjih programih, v bistvu se potreba potem komaj vidi, ko enkrat, ne vem, začnemo to pač delati in ni šlo pač, ne brez mene, preko določene meje, recimo je brez nekoga spreda to zelo težko narediti. Bodi si je treba šteti, bodi si je treba pač imeti malo avtoritete na vajah. In tu pa tam mi rata. Vid, torej držiš te niti dobro v rokah, vidimo in slišimo. Najbrž postavljaš tudi koncept orkestra. Kakšne smernice se bližajo v prihodnosti in predvsem, v čem so te skladbe drugačne od tistih, bi rekla zdaj tako, starih, ki smo jih bili vajeni slišati v klasičnih big bandovskih zasedbah? V bistvu niti niso toliko drugačne, so mogoče kakšna nadgradnja tistega, kar večinoma slišimo. Je pa v bistvu mogoče to tudi zaradi tega, ker je težje dobiti te mogoče malo manj znane aranžmaje in je neko pač pravilo, da bi naj med big bandi Sloveniji pač krožil nek material, ki je pač postane tudi neka stalnica vseh big bandov. Mi smo pa malo se potrudili, navezali kak stik z nekom, kakšne stare poznanstva uporabili in smo pač prišli še do teh zahtevnejših aranžmajev, nekaj se tudi kupilo in je pač namen, da bi se pač ustvarjala pač big bandovska glasba na najvišjem možnem nivoju pri nas in pač nekako k temu strmimo. In tudi seveda žanrsko opredeljeni programi, pač v smislu nekega abonmaja, poučiti mlajše ljudi, v bistvu pa tudi sebe hkrati s tem. V letu 2015 vas bomo slišali na večjih odrih, tudi na mednarodni sceni morda? Ja, mislim, mi vsekakor imamo te želje, ne? Zdaj pa, če nam bo pa uspelo, bomo pa videli. Držimo pesti, ne? Dobro, gremo k naslednji skladbi Extra Credit, skladatelj Jim McNeely.
Big Band Gorillas in skladba Extra Credit. Solisti znova Janijem Šepetavcem na tenor saksofonu, Jakobom Lebanom, pozavnistom, pianistom Anžetom Vrabcem in kitaristom Markom Čepakom. Jaz pa se iz prve vrste selim sem zadaj k ritem sekciji, kjer je tudi edini Koprčan v tem sestavu Goran Krmac. To bist Goran. Jaz se ga spomnim še iz tistih časov, ko je mislil, da bo postal elektroinženir in da bo tuba prepevala v pihalnem orkestru Koper. Pa so se stvari nekako, mislim, da je bilo to pred 10 leti, obrnile sunkovito v drugo smer. Namreč Goran je odšel na glasbeno delavnico v Novo mesto na Jazzinti in se tam strastno zaljubil v jazz. Si mislim, da v manj kot mesecu dni omislil štipendijo, novo domovanje in odletel v nizozemski Groningen, kjer je seveda študiral jazz. In odtlej se je vse razpletalo zelo jasno in v zelo kreativnih vibracijah. Danes je Goran eden vodilnih slovenskih džezerjev nove generacije, izredno uspešen tudi kot skladatelj in aranžer. In zdajle, Goran, me zanima, ali je pričakovati kakšne tvoje skladbe in aranžmaje tudi za to zasedbo? Ne, to je pa pretežko. Ne, hecam se. V neki srednji prihodnosti verjetno. Moram pa reči, da je to en stil pisanja, kjer v bistvu štejejo izkušnje in trenutno pišem aranžmaje za različne priložnosti. Je pa tlele res dosti enega znanja vloženega v to in dosti študija. Naprimer, to, kar smo lahko danes slišali, je delo res takih mojstrov, ki znajo pisati tako glasbo, ki je res namenjena Big Bandu, ki je res namenjena tem 17 glasbenikom, ki igrajo v sekcijah. Vsaka sekcija ima neko svojo zgodbo, vsaka sekcija ima ene svoje značilnosti in tukaj upam, da bom kdaj na nekem takem nivoju, da bom lahko rekel, da si bom upal položiti pred te ljudi svoje note. Ja, tako. Dobro, sem prepričana, da bo tako, pa me vseeno še zanima, a je kakšna povezava med elektrotehniko in džezom? Ja, trenutno igram na električno tubo. Mislim, tuba ima mikrofon, ki je potem povezan v ojačevalec in je tako dosti lažje igrati, kot če nisi ojačan. Kar je itak bilo treba nekako pogruntati v zvezi s tem inštrumentom, ki je tako atipičen za tako glasbo. Nisem še našel Big Banda, ki bi imel tubo v bas zasedbi in ja, pač to je vse, kar je elektrotehnike, ne. Drugo pa itak, zvok so vibracije in če gremo na mikroskopsko, se tam najdejo dosti skupnih. In smo že pri fiziki in vemo, da veliko fizikov je tudi odličnih glasbenikov, ne. Zdaj pa me zanima, ko sva se ravno tako dobro ujela, ne. Ali se ti zdi, da je slovenski džez v zadnjem desetletju se spremenil, napredoval, se nadgradil? Slovenski džez je dejansko že dolgo časa na zelo visoki ravni, samo ni tako izpostavljen kot kakšna uvožena glasba, bom tako rekel, in to velja za vse zvrsti. Dejansko se ne ve, koliko odličnih glasbenikov je v Sloveniji, ki tukaj naredijo tistih 5-6 koncertov in potem v tej državi nimajo več kaj delati do naslednjega leta, do naslednje sezone. Tako da glasbeniki se množično selijo v tujino. Če bi te glasbenike zadržali tle pri nas, bi imeli, mislim, lahko bi bili en vrh, ena točka na evropskem zemljevidu kulture. In najbrž to ne velja samo za glasbenike, ne? Ne, velja za vse, ker slišimo od ogromno ljudi, ne vem, naprimer, ok, off topic, ampak Slovenija je v kemiji v svetovnem vrhu, pač tle tak center. Noben tega ne ve, ker vsi mislijo, da je pri nas, ne vem, da pač ono. Ampak je fajn, mislim, greš ven, imaš naravo, imaš vse,
če greš mogoče v kakšno velemesto, se moraš sprijazniti z enim slabšim življenjskim standardom in tle so super. Ogromno ljudi, ki živi v tujini, ki gre naprimer v New York in živi v stanovanju polnem ščurkov, za katerega plača dvojno toliko kot mi za naše najemnine tle, pravi, da tle imamo odlične pogoje, samo izkoristiti jih moramo. Dobro, govorilci, ne se dati, gremo naprej pogumno, kot je rekel Dano. In mislim, da je naslednja skladba, jaz sem izgubila seznam, ampak je Original People. Prosim.
Ja, še vedno smo v studiu Hendrix. Tole je bila skladba Original People Boba Mencerja s solistom Markom Čepakom, Makijem. Marko je en poseben kitarist s svojevrstno interpretacijsko narativnostjo. In občudujemo ga lahko v mnogih tudi mednarodnih sestavih in mislim, da bo vsak čas izdal tudi svoj avtorski projekt in upam, da ga bomo lahko slišali tudi v studiu Hendrix. Ampak jaz bi se ustavila ob tvojem sodelovanju z ameriškim kitaristom Russem Spiglom. Zanima me, kakšno je bilo vajino skupno koncertiranje, prvič 2 kitari, to je malce nenavaden duo. In drugič, kako baje je spoznal tudi tale big band, ali se obeta kakšno novo sodelovanje? Ja. Raz je čisto tako slučajno kontaktiral mene preko e-maila, ker je prišel v Trst in imel eno turnejco med Nemčijo, pa Estonijo, pa Italijo. In potem ne vem, kdo mu je pač rekel, da lahko mene kontaktira, ker je vprašal, s kom bi lahko igral v duo. Tako sem navezala stike in se parkrat dobila doma, malo pri njemu, malo pri meni. In takoj sem zrihtal par špilov in super sva se ujela. Postala prijatelja, sedaj skoraj vsak dan se slišva, tako malo po Skypu, preko interneta. In ja, izkušnje so bile super, ne. Mogoče bomo kaj tudi v bodoče izdali, tako da ne bom nič govoril, bom pustil izdelek. Kar se tiče pa big banda, ko smo imeli špil v Marezigah na jazz festivalu, sem ga povabil, naj pride poslušati. Zelo se mu je zdelo zanimivo, tudi ker sem mu povedal, kakšen repertoar igramo. Sploh pa, prej smo govorili o tubi, ne, je rekel, da ni še slišal kaj takega. In je bil malo skeptičen, je rekel, okej. Je rekel, sicer ima enih 40 svojih pesmi na aranžmaju za big band. In ponudil sem mu, da bi lahko sodelovali skupaj, če bi ga zanimalo, naj pride pač poslušati. In ko je poslušal po koncertu, je prišel in rekel, the best, naredimo, ne. Zdaj upam, da bomo kaj naredili. Naslednje leto pride v maju. Jaz mislim, da lahko tudi njegov repertoar odšpilamo, no, ker je bil zelo navdušen. Tudi sicer nameravate svoje projekte izpeljati s kakšnimi tujimi solisti? Je to en poseben izziv? Izziv je vedno s tujimi solisti. Ne vem, bomo videli še sproti, no, to prepustimo. Dobro, prepustimo se prihodnjemu letu. In tu je še Anže Vrabec, pianist, ki me malo zaskrbljeno gleda. Ne bo bolelo. Anže Vrabec je podobno kot Vid prejle vrsto let navduševal svojimi izvedbami klasičnih del. Tudi on je prejemal najvišja priznanja na tekmovanjih klasičnih pianistov, 9 zlatih plaket na državnih in mednarodnih tekmovanjih, to najbrž ni mačji kašelj. In človek bi skoraj da stavil, da bo tak fant svojo prihodnost zasnoval na klasičnih odrih. In potem se je nekaj zgodilo. Kaj se je zgodilo, da si se zasukal v jazz in druge bolj popularne stile, bi rekla? In zakaj praviš, da življenje ni C-dur, kakor sem prebrala v enem od intervjujev s tabo? Ja, vmes se je zgodilo nekaj, verjetno tako kot Goranu. Tudi jaz sem se najprej vpisal na fakulteto za elektrotehniko. Moje sožalje. No in se je kmalu videlo, da to
Ja, kruh bi mogoče bil. Da sem pač udaril mimo, ko bi se reklo. In ja, potem sem šel še enkrat na srednjo glasbeno in tokrat na jazz smer in zdaj sem pa v Celovcu na jazz konzervatoriju. Zakaj življenje ni C-dur? Tam je bilo všeč. Ja, to sem v zadnjem času malo izpopolnil, se pravi, mogoče vsak živi življenje v svoji tonaliteti, tako da mogoče za koga C-dur lahek, za nekoga težek, tako da ne vem. Katera je tvoja tonaliteta? Dosti je modulacij, tako da. Dobro. Ja, čas nas malce preganja, bližamo se 19. uri, tako da pred nami je sicer še zadnja skladba. Preden pa jo fantje zaigrajo, naj se jim še enkrat zahvalim, ker so res super gverilci. Najbrž mi boste poslušalci to potrdili, ne? In si zaslužijo že zdaj en aplavz. Naj povem, da je oddaja Jazz in jaz tokrat potekala iz studia Hendrix Radia Koper v družbi z odlično zasedbo. Preden to glasbeno uro sklenemo, še zadnjo skladbo. Hvala za to super glasbo, še naprej veliko kreativnih podvigov vam želim. Vam, dragi poslušalci, še naprej lep večer. Mi smo se imeli lepo tudi zaradi skrbne ekipe, ki je bdela nad izvedbo tokratne koncertne različice. Z vami smo bili Ksenija Kos, Drago Hrvatin, Mitja Maršič, Mitja Jazbec, Sebastian Pelan ter odgovorni urednik Andrej Šavko. In seveda v družbi z vami, dragi poslušalci tu v studiu, pred radijskimi sprejemniki in tisti, ki nas spremljate preko spletne strani Radia Koper. Z vami sem bila Mojca Maljevac, takole pa se poslavljamo skladbo Silver Lining. Želim vam še naprej prijeten večer v družbi z Radijem Koper, seveda.